Ne zgodi se prav pogosto, da se lahko usedem in celo peljem s pravo modno žensko torbico na kolesih, ker tale avto je točno to. V poplavi večinoma brezobličnega plehovja, kjer proizvajalci enotijo oblike zaradi zmanjševanja stroškov, takšen DS3 Crossback izstopa kot slon na mravlišču. In tudi mora. Saj se spomnite zadnjih DS-ov, ne? Pa ne mislim tega originalnega izpred več desetletij, ki je še danes noro hud, ampak Citroenovega obujanja znamke s temi modeli. Najprej kar pod znamko Citroen, potem pa od leta 2015 svojo blagovno znamko DS. Ni se posebej dobro izšlo, ker modeli niso bili nič posebnega in obujanje stare slave na tak način dan danes očitno ne funkcionira. No, tale je veliko boljši, predvsem je lep zunaj, predvsem je lep noter, kot vsaka ženska torbica ima pa v sebi tudi nekaj nereda. Na cesti ga ne boste zgrešili, ker je poln atraktivnih elementov. Glavno oblikovno vodilo so diamanti, zato je tale sprednja maska takšna kot je. Velika, agresivna in nastopaška. Zadaj sta dva kar precej velika izpuha. Luči so matrične LED s kopico mehkih ledic, da nikoli ne boste nikogar zaslepili. Kljuke so takole lepo skrite, dokler avta ne odklenete ali pa se ji približate na vsaj 1,5 metra. Izbirate lahko med kupom atraktivnih platišč, med različnimi barvami strehe in seveda različnimi barvami avtomobila. Še bolj modno je tule znotraj, se pravi diamanti. Evo, najdete jih tukaj, pa recimo tukaj. Ok, ste razumeli. Ne vem, kdaj sem nazadnje sedel v tako elegantni in prestižni notranjosti, če sem, je bil avto vsaj 1 meter daljši in se imenoval limuzina. Mislim, te obrobe stolov so zakon, armaturna plošča je mehka in razgibana, vse skupaj deluje zelo prestižno, edino spodaj ne šlatajte, ker spodnji del vrat ima pa trdo plastiko, ampak kjerkoli počivajo roke, sicer je mehko. Ena tistih bolj razmetanih stvari je tole. Ta stikala sicer izgledajo fajn, ampak niso klasična stikala, ampak gumbi na dotik, ki ne dajo nobene povratne informacije, zato med vožnjo, brez da pogledam, nikoli ne vem, a sem eno funkcijo vključil ali ne. Edina dva fizična gumba sta ta za vklop vseh smernikov in ta za prižiganje oziroma ugašanje radia. A ne bi bilo vseeno, če bi bili vsi gumbi takšni. Še vedno bi fajn izgledalo, pa bolj varno bi bilo. In za upravljanje radia ali pa klime moram najprej pritisniti en gumb, zato da sploh prijem do menija, potem lahko spreminjam stvari. To me tudi malce moti, no je pa procesor vzvratne kamere boljši in se slika nič ne zatika kot v kakšen Citroenu. S prostorom je pa tako, odlagališče kar nekaj in tole tudi brezžično polni telefon, tole v sredini je precej majhno, je pa zato tole pred sovoznikom naravnost ogromno. Zadaj sam za sabo brez težav sedim in boste tudi nekoliko višji, no prtljažnik pa ponuja 350 litrov prostornine, kar je v bistvu zgolj povprečno. Mogoče celo malce podpovprečno, če ga primerjam z Audijem Q2, ki ponuja skoraj 60 litrov več prostora, in pa z Minijem Countryman. To sta dejansko njegova dva tekmeca, da si boste lažje predstavljali, čeprav je Mini že kar nekaj daljši. In malce nereda je tudi pri vožnji. Nasploh je DS3 Crossback vozniško precej prijeten avtomobil, ampak s svojo ceno in stasom tekmuje v razredu, kjer biti samo ok, pač ni ok. Je treba biti namreč zelo dober. In ni. Pelje se v bistvu solidno in pri običajni vožnji, kakršne bo večino časa deležen pri večini voznikov, bo precej prijeten. Zmanjka mu pri malce boljšem občutku na volanu ali pa, ko se boste želeli zapeljati malce hitreje. Nagiba se ne veliko in nasploh je precej čvrst, dinamičen pa ravno ne, tudi če prestavim v tale način sport, čeprav je razlika precej očitna. Če bi pomanjkanje karakterja kompenziral z veliko mero udobja, ne bi rekel nič, tako pa ga ne. V bistvu včasih kakšno grbino celo tako glasno pobere, da se kar malo vprašam, je vse spodaj še celo. Tale 1,2 litrski trivaljni turbobencinar je s 155 konjički v bistvu najmočnejši v ponudbi in ga kar priporočam. Je precej živahen in niti pri nizkih vrtljajih nima nobenih težav, se prav rad zavrti. Okrog 8 litrov bo porabil, če boste večkrat izkoriščali moč motorja, sicer pa okrog 7. Se mi zdi zelo fajn. Seveda je ob 3 valjih malce zvočno robat, pri tem nič kaj ne pomaga, da ima 2 izpuha zadaj, ampak v bistvu vse skupaj prav nič ne zmoti. Sploh tokrat ne, ker imamo v avtu še vrhunsko ozvočenje Focus s kar 12 zvočniki. Tole je za 1250 € prava poslastica za vse audiofile.
No in s tem 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom sta lepo igran par. Itak smo menjalnik že tolikokrat pohvalili, da vam je verjetno že vse jasno. Vozniško je torej precej povprečen in verjetno mu najbolj zamerim prav to. Če je originalni DS ponudil izjemno eleganco in udobje, bi danes tale moral ponuditi vsaj to, kar ponujajo tekmeci. Q2 je vozniško bolj prijeten in bolj vključuje voznika, Mini pa prav tako. V bistvu to najbolj pogrešam. DS3 Crossback je v današnjem času točno to, kar kupci hočete in mogoče celo več. Na dokaj majhnih gabaritih ponuja zelo atraktivno obliko in malce več višine, ker je to danes pač kul. No, v točno takšnem primeru pa vas bo to stalo 37 jurjev. Ni malo, vem, ampak znamko DS lahko primerjate z Appleom. Tudi njihovi izdelki so precej dragi in tudi njih zaradi lepega dizajna včasih po glavi tepe uporabnost. Tako kot ta avtomobil zaradi tiste plavuti morskega psa, potem potniki na zadnjih stolih slabše vidijo ven. Ampak tako kot Appleovi izdelki, ki se prodajajo kot vroče žemljice, se bo najbrž tudi ta